Lepo pozdravljeni. Danes smo pogovor začeli z morda 4 najbolj ikoničnimi ali pa enih najbolj ikoničnih govorov, 4 besedami tega govora nekoga iz Združenih držav Amerik. Gre za znan govor Martina Luthera Kinga iz leta 1963. Ampak k temu govoru se bomo v današnjem pogovoru z Andrejem Stoparjem, ki je na oni strani oceana, vrnila kasneje. Bova začela pravzaprav malo z predzgodovino in potem vmes prišla do Lutherovega govora. Na prostor današnjih Združenih držav Amerike so se iz Evrope nekje od 16. stoletja dalje selili tudi begunci, ki so se umikali recimo zaradi verske netolerance v Evropi, ki vemo, protestanti, katoliki in tako naprej. Kasneje so kolonialna sila z Velika Britanija oziroma Anglija tja prepeljala tudi zelo veliko temnopoltega prebivalstva iz Afrike, ki je potem pač kot sužnjelastniška delovna sila delala na plantažah kar dolga desetletja oziroma stoletja. Ampak ne bova midva zdaj o teh starejših obdobjih, midva bova prišla kar direktno v 19. stoletje, ki je precej zanimivo iz različnih razlogov, seveda zdaj različna gibanja za osvoboditev sužnjev oziroma za ukinitev suženjskega reda so se precej okrepila in med drugim sredi stoletja so imeli zaradi tega v ZDA tudi vojno, ne? Ampak ne glede na to, na te spremembe, ki so nastale tam okoli vladavine predsednika Lincolna in malo potem, ko so postopoma seveda na zakonski osnovi ukinili suženjstvo, to seveda ne pomeni, da bo rasna segregacija zdaj s tem tudi ugasnila, ne? Recimo en tak primer, ne, mogoče malo nenavaden, ne? Ampak recimo znani proizvajalec jeans hlač, Levi Strauss, je še do konca 19. stoletja recimo reklamiral svoje hlače tudi s tem, ne, da je navedel, da so jih izdelali beli delavci, ne, kar pomeni, da so te hlače kvalitetno narejene. V tem primeru seveda najverjetneje niti ni šlo za proti temnopoltemu prebivalstvu, ampak recimo proti Kitajcem, ne, kitajskemu prebivalstvu, ki se je tudi priseljevalo v ZDA, ne. Kaj je bil pravzaprav zdaj, če se bo vseeno vrneva na ta osrednji politični akt 19. stoletja ali pa enega od osrednjih političnih aktov ZDA v 19. stoletju, ne? Kaj je zdaj pripeljalo do tega, da je zdaj suženjstvo res bilo pravno formalno seveda odpravljeno, ne? Sever je bil za, jug je bil proti, imeli smo vojno, ampak stvar seveda ni tako enoznačna, ne? Ne, stvar vsekakor ni enoznačna. Morda se bom za minuto vendarle vrnil v zgodnejše obdobje 18. 17. stoletje, kajti ni šlo samo za razliko med protestanti in katoliki in nasprotovanja v Evropi, ampak tudi med samimi protestanti. In tisti, ki so dejansko odhajali v Severno Ameriko, so odhajali z nekim posebnim, bom rekel, miselnim vzorcem, z neko posebno željo. In zelo kmalu so z južnih kolonij na novo ustanovljene kolonije britanske krone zelo kmalu, v začetku 17. stoletja, že pripeljali prve temnopolte sužnje v Severno Ameriko. In tudi modeli suženjstva so bili po Severni Ameriki različni. Ali zelo krut barberoški način, ki je značilen recimo za južne države, zelo južne, recimo kot je Južna Karolina, Alabama, Mississippi, Georgia in Florida in Texas, ali pa recimo ta mehkejši način, ki je značilen predvsem za Virginijo, tukaj v soseščini Washingtona. Vse to ima namreč nek vpliv, neko posledico, kako je pravzaprav bilo to suženjsko vprašanje obravnavano kasneje. In zakaj pravzaprav je bila potrebna državljanska vojna, da se je to vprašanje rešilo. Zdaj, zakaj je bil jug za suženjstvo, zakaj je bil sever proti? Zdelo se mi je zelo zanimivo, ko sem bral našo rojakinjo, Mary Grabar, ki je sicer anglistka in pedagoginja, ni zgodovinarka, ampak piše ogromno o zgodovini in tukaj v Ameriki. In njen fokus je ideološki obračun z zgodovinarji, ki niso iz njenega pola, torej njenega skrajno desnega, konzervativnega pola. Ona recimo piše o ameriškem suženjstvu s tako empatijo, da se človek vpraša, kaj pravzaprav mora biti človeku v 21. stoletju, da se tako živi in da tako zelo dobro razume ta moment. Ona pač piše o izjemno uspešnem gospodarskem modelu.
Seveda je bil uspešen, če pač ljudi niso plačali in ljudje so delali neprenehoma, ne? In to cele družine. Zato je bil jug zato ker je bil to za jug uspešen gospodarski model. Ampak to vprašanje je bilo moralno vprašanje že takrat. Sever se je zavedal spornosti, da človek poseduje drugega človeka. Sever se je zavedal spornosti, da imajo v ustavi napisano, da je suženj 4/5 človeka. Zato je bilo na severu tako močno abolicijsko gibanje in zato so si pa zapravo prizadevali, ne, za odpravo suženjstva. Ampak moram reči, da zelo iskreni, kljub tej vojni, ki je bila 5-letna, morilska in katastrofalna in katere posledice pravzaprav čutijo ZDA še dan danes, niso bili pa zelo iskreni do tega vprašanja. O čem govorim? Recimo, akt osvobajanja suženjstva, odprave suženjstva, osvobajanja sužnjev je bil razglas o emancipaciji. 1. januar 1863, Abraham Lincoln. Ampak s tem razglasom je Abraham Lincoln osvobodil sužnje v južnih državah, v konfederaciji, torej v tistih delu, ki se je odcepila od ZDA. Ne pa v državah, ki so ostale v okviru zveze. In to je, recimo, to je zanimiv podatek, ne? Tako da je ta dilema, moralna dilema, ki je bila navzoča že takrat, je pa vendarle prevladala. Ampak potrebni so bili tri ustavna dopolnila, da se je to uzakonilo, torej umestilo v ameriški pravni red, pa kljub temu, tisto relativno kratko obdobje rekonstrukcije, tam od leta 1863-65, do nekje do 1877, dokler ni predsednik Grant končal svojega mandata, je bilo samo neko vmesno prehodno obdobje privajanja, osvobajanja, poskusa, recimo temnopoltega moškega prebivalstva, da se vključi v uradniški sistem, celo v politiko. Potem so pa sledila leta tako imenovanega Jim Crow delovanja. Jim Crow je slabšalno ime za temnopoltega človeka. Se spomnite, ko se belci namažejo z temno barvo in si pustijo nekaj belega okoli ust, tako naprej. To je Jim Crow. To so bili zakoni po zveznih državah, lokalni zakoni, ki so dejansko niso brnili sužnje lastništva, so pa globoko zakoreninili segregacijo v ameriško družbo. In to je bilo dejansko odpravljeno šele 100 let kasneje, torej z zveznim zakonom o državljanskih pravicah in volilnih pravicah leta 1964-65. Pravzaprav bi lahko zdaj še v eno drugo smer nadaljevala. Zdaj, do tedaj, do sredine 19. stoletja, je prebivalstvo ZDA predvsem to, ki se priseljuje, anglosaksonskega izvora. No, zdaj, koncem stoletja, pa v začetku 20. pridejo pa tudi drugi, iz drugih delov sveta, iz drugih delov Evrope, iz Sredozemlja, iz Skandinavije in tako naprej. In odnos, recimo, do teh etničnih skupin je precej različen. To se recimo zelo dobro vidi v tisti razstavi na Ellis Islandu. Recimo Skandinavci, to je, mislim, da je tam neka podobitev človeka kot glava in Skandinavci so nekje zgore pri možganih, medtem ko Mediteranci so pa, ne vem, ušesa, nos ali pa neka brada nekaj stranskega. Torej, to pravzaprav samo doda na nek način. Torej, ta anglosaksonski del je zdaj nima samo težave z odnosom do temnopoltih prebivalcev, ki so pravzaprav že nekaj časa tam, ampak tudi do teh prišlekov, ki so, pa zopet so tudi svetlopolti, Da, to je zelo zanimivo. Tukaj sta pravzaprav dva pojava. To, da pravzaprav barva polti na koncu niti ni tako zelo opredeljujoča, čeprav na videz je, in drugič, da se vsak val beguncev, vsak, ki sledi kasneje, naleti na vzvišen odnos predstavnikov tistega vala, ki je bil pred njimi. Kaj hočem povedati? Da, anglosaksonci da, ampak recimo Irci, ki so bežali pred veliko lakoto iz svojega otoka in so bili zelo neprijazno sprejeti v Severni Ameriki. So kasneje, že nekaj desetletij kasneje, dejansko del establishmenta. Zgodaj dobijo svojega predsednika, čeprav so katoliki, kar ni najbolj zaželeno v Severni Ameriki, ampak vendarle so, tudi to so prežvečili,
In Irci so danes globoko etablirani. Recimo Slovani, srednja Evropa, vzhodna Evropa, še prej Italijani so začeli tam po 1820 prihajati, ne. Zelo neradi so jih dejansko sprejemali. Italijani do 20 let 20. stoletja, sploh po ameriški klasifikaciji rasni niso bili belci. Skratka, to je bilo, spomnim se, naš rojak iz Betlehema, prekmurski rojak, Steven Antelič, mi je navajal en časopis lokalni iz Pensilvanije, ki je leta 1900 v uvodniku pisal, kako fino mesto je Betlehem, zato ker dovoli izmečkom iz srednje in vzhodne Evrope, da živijo med njimi. Ne? Torej, ti izmečki so bila tudi starša gospoda Anteliča. Ne? Takšen način je bil značilen za Ameriko. Recimo tudi Albert Einstein, ko je prišel v Ameriko, je bil šokiran, kakšen kastni sistem dejansko tukaj velja. Ne? Tako da zelo pozno so se potem predstavniki nekaterih od teh manjšin začeli uveljavljati in tudi v politiki, gospodarstvu in tako naprej, predvsem v javnem življenju, kajti ni pomembna samo osebna pobuda, torej pobuda zasebnega gospodarskega nekega podjetnika, recimo, zato so tukaj vrata odprta, ne? Če se dobro znajde. Ne? Ampak v javnem življenju, v funkcijah, kjer si pa izvoljen ali si visoko plačen uradnik in imaš nek vpliv na določeno področje, del življenja, je pa težje, če nisi iz prave družine, recimo. Ne? In to je bilo značilno za Ameriko pravzaprav ves čas. Ne? In zanimivo je, da jo Ameriko razumemo kot deželo priseljencev, ki je pa se s priseljevanjem in s problematiko omejevanja priseljevanja ukvarjala že od samega začetka. Že prvi kongresi, že konec 18. stoletja, so razpravljali o imigraciji in sprejemali neke omejitve, kdo lahko pravzaprav sploh pride. Ne? In med najslabše sprejetimi pravzaprav so bili Kitajci, Azijci. Ti so recimo že leta 1882 dobili zakon, ki je skrajno omejil priseljevanje iz Kitajske, čeprav je znano, da so recimo kitajski delavci zelo veliko sodelovali pri gradnji transameriške železnice pred tem. Nato so leta 1924 sprejeli, po prvi svetovni vojni sprejeli Johnson Reedove zakone, torej zakon o priseljevanju, ki je uvedel kvote. Ta zakon je bil v bistvu opredeljen na evgenični osnovi. 20. stoletje. In so, recimo, Kitajcem popolnoma prepovedali priseljevanje. Nobeden iz Azije, pravzaprav se v letih od 1924 pa do druge svetovne vojne ni mogel uradno preseliti v ZDA. Ta zakon je uvedel grozna, ostre kvote, recimo ravno za srednjo in vzhodno Evropo. Tako da, to se je končalo leta 1965. Takrat so sprejeli zakon, ki v grobem nekako velja še danes, ampak z veliko popravki, čeprav v bistvu neke korenite reforme priseljenske zakonodaje tukaj ni bilo od konca 80-ih let. In zato so tudi te težave, recimo, ki jih zdaj gledamo na jugozahodni meji z Mehiko in s tem ogromnim številom prosilcev za azil. Tako da, in ta zakon iz 1965 recimo je prvič omejil priseljevanje ljudi iz zahodne poloble. Omejil jih je na 120,000 na leto. Tako da, Amerika, to je paradoks, ameriški, dežela priseljencev, vsi tukaj, ki so pravzaprav od nekod prišli, oziroma njihovi predniki, se pa zelo restriktivno obnaša, obenem pa je treba tudi priznati, da je ta sistem prepustnejši kot marsikateri drugi v svetu. Še zmeraj v Ameriko pride razmeroma več priseljencev, kot pa v marsikatero drugo državo na svetu. Tudi tu je pač treba biti previden in vedeti, kaj razdeliti problematična vprašanja in jih obravnavati nekoliko posebej. Malo si že sam namignil, to, da Amerika je dežela priložnosti seveda v biznisu, v smislu biznisa za vsakega.
če seveda se ne ukvarja z nelegalnimi stvarmi, drugače pa vse štima, ne. Druga možnost seveda, oziroma drugo vprašanje pa je, kaj je udeležba v javnem življenju, v smislu politike in predvsem politike, ne. No, zanimivo, ne, recimo prvi Afroameričan je bil v senatu že leta 1870, Hiram Rhodes Levils, ampak bolj ali manj eno leto približno, če sem prav razumel, celo gre za neko nadomestitev, ne. Ja, to lahko pojasnim, se tukaj pravzaprav ni nobena, ni težke enačbe zate, ne. On je v bistvu bil izvoljen v Mississippiju, v zakonodajni skupščini Mississippija, da konča mandat predhodnika. Predhodnik je pa pravzaprav odstopil, zato ker se je začela državljanska vojna in je Mississippi bila tista država, ena izmed tistih, ki se je priključila konfederaciji in se je odcepila od ZDA, tako da v bistvu njegov predhodnik Brown ni končal mandata, zato je bil on eno leto, ne. Ampak prvo leto je bil v bistvu, prvi polni mandat, ne, kot temnopolti senator, malce kasneje, mislim, da 75, ja, mislim, da od 75 do 81 je bil Blanche Bruce. Tudi človek, katerega oče je bil svoboden, mati je bila sužnja, temnopolt iz Virginije, ampak tudi on je predstavljal Mississippi. Zakaj Mississippi? Mississippi recimo je bila ena od tistih držav, ki je imela večinsko ameriško prebivalstvo, temnopolto prebivalstvo, ne? In ko so dobili volilno pravico, 18., 14., 15. ustavno določilo, so seveda volili, ne? In temu primerno so izvolili svojo zakonodajno skupščino in do 17. ustavnega določila so senatorje volili izključno v kongresih zveznih držav, ne na neposrednih volitvah, in tako so pravzaprav prišli tudi prvi temnopolti politiki, tako v kongres kot v senat. Kako je zdaj pa sicer še ostali pravzaprav, kdaj pravzaprav ameriška politika, bomo rekli, začne odražati strukturo prebivalstva, ne, da niso zdaj politike samo WASP, ne, kot so rekli, White, Anglo-Saxon and Protestant, ne? Jaz sicer se raje izogibam tem datumom, kdaj je bil prvi, ne, zato ker to še pravzaprav ne pomeni veliko. Recimo, če gledamo Hispanov, to je španskega porekla, je bil že leta 1820, ne? Ampak še zmeraj to predstavništvo ni bilo tako, da bi lahko rekli, da so to ljudje, ki so polnopravno zastopani v javnem življenju, ne? Recimo, prvi senator italijanskega porekla, ameriški Italijan, ne, je bil senator leta 1950, mislim, da je bil, ja, John Pastore iz Rhode Island. Je bil potem do leta 1976, torej kot pač veliko senatorjev ameriških, zelo dolgo, ne, nekaj zaporednih mandatov, ne. Ampak ali recimo, ne vem, Nancy Pelosi, prva italijanska Američanka, mislim, da tudi kot kongresnica, ne, vsekakor pa kot predsednica predstavniškega doma, ne. Tako da teh prvih je tukaj zelo veliko. Zlasti zdaj v Bidenovi administraciji je bilo kar nekaj. Prva ministrica za notranje zadeve staroselka, ne. Prvi minister za notranje zadeve Hispano, torej Latinsko-Američan, ne. Tako da pa še zmeraj govorimo o manjšinah, še zmeraj govorimo o deprivilegiranih manjšinah, še zmeraj lahko, če govorimo zelo na pamet, naredimo pri tem napako, kajti vse te manjšine niso nujno socialno deprivilegirane, torej vsi predstavniki, ne, imajo svojo elito, imajo izjemno bogato svojo elito, ne, ampak splošno, ko pa pogledamo seveda statistiko, je pa jasno, kje je kdo, ne. Tako da ti prvi predstavniki v javnem življenju so morda neke ptice znanilke nekih sprememb, ampak še ne pomenijo neke enakovredne, enakopravne zastopanosti vseh skupin v javnem življenju na splošno. Zdaj so se že nekako premaknili od 20. stoletje, ne, pa bo od druge polovice 20. stoletja približno še nekaj besed rekla o tem času, ne. Zdaj, druga svetovna vojna, ne, ZDA morda ne smemo pozabiti ene umazane podrobnosti, ne, v vojski je segregacija obstajale, enote so bile, bomo rekli, 1948, ja. belske in temnopolte enote, ne. Zdaj, po koncu druge svetovne vojne, še malo pa smo že skoraj blizu stoletnice, najprej državljanske vojne, pa potem seveda tistih aktov, ki sva
ki si jih že prej omenjal, ne. In 50. leta so pa seveda zdaj nek veliko gibanje za državljanske pravice, ne. Ta termin je treba uporabljati, ker govorijo o državljanskih pravicah, ne o pravicah samo za temnopolte, ne. Ampak v bistvu za vse pravzaprav, ne. Torej gre za izenačenje, ne. No, mimogrede, ko si prej omenil tiste prve senatorje, ne, ko je eden od teh prvih temnopoltih bil, je nekdo omenil, da je šele s tem prišla, udejanjila se pravzaprav deklaracija o neodvisnosti, ne, da smo vsi enakopravni. Ampak vemo, da se v praksi seveda še vedno ni, ne. No, torej 50. leta, vemo, Rosa Parks kot taka oseba in njeno dejanje, ki ga pač vsi poznamo, do tega, da seveda bolj pomembne so pravzaprav bile še nekatere druge morda, ne, ki so bolj množične, recimo gibanja študentov za pravico za vpis na javne univerze v južnih državah, kjer mora recimo ob teh težavah, ko se študenti ne morejo vpisovati, mora celo nacionalna garda posredovati in tako naprej, ne. No, in na koncu potem prideva, no, seveda, vzrok so rasistično usmerjeni ali pa netolerantni guvernerji, recimo, pri katerim tudi zvezna država potem recimo lahko celo ukrepa. No, in potem pridejo do tistega, s čimer sva današnji pogovor začela, oziroma kar so poslušalci na začetku slišali, te ikonične I have a dream, ne, 28. avgusta 1963, ko je pred Lincolnovim spomenikom v Washingtonu te besede izrekel in jih nekajkrat ponovil, ker je seveda govoril o več vrstah sanj oziroma o več delih svojih sanj, o sanjah za družine, za svoje otroke, o sanjah za lastnika, potomca sužnja lastnikov in potomca sužnjev in tako naprej. Torej, različne vrste, kompleksne so te njegove sanje, ne. Od tega govora bo zdaj letos, oziroma je letos minilo 60 let. Medtem se je zgodilo mnogo kaj, recimo dobro, prišlo je do tega, da so ZDA imele prvega, bomo rekli, nesvetlopoltega predsednika države, Baracka Obamo, ampak na drugi strani smo imeli pa seveda tudi še v zadnjih desetletjih, torej še 30 let po maršu na Washington, torej v 90. letih, ekstremne rasno spodbujene nerede, recimo v Los Angelesu in tako naprej, ne, ali pa seveda do pred kratkim, torej protesti, ki so pač se sprevrgli v gibanje vse prisotno in vse etnično, bomo rekli, gibanje Black Lives Matter, ne. Torej, pravzaprav, kje so ZDA danes v vprašanju človekovih pravic, bova zdaj govorila, ne bova zdaj rekla o pravicah temnopoltih, ampak bova tudi midva uporabila tiste državljanske pravice, ne. In zakaj so pravzaprav tu, kjer so? Pravzaprav sva to nakazala pravzaprav v tem pogovoru, ne. Oblike razlikovanja na neki osnovi, najpogosteje na rasni osnovi, kajti tukaj presenetljivo Američani pogosto ne vedo, kaj je nacionalizem. Če se pogovarjamo o Evropi in razliki med Evropo in Ameriko. Meni tukaj pogosto kdo, zlasti od mlajših ljudi, z nerazumevanjem gleda, kaj je to nacionalizem, saj tam so vsi beli, ne, kaj je zdaj to. Te oblike, ki so način razmišljanja, ki je očitno imanenten neki družbi, dobijo različne pojavne oblike, ne glede na to, kako ta družba stopi naprej in kakšne ukrepe, predvsem zakonodajne ali pa neke javne katarze, doživi oziroma sprejme. Tako kot je odpravi sužnjelastniškega reda sledila rekonstrukcija, kjer so poskušali zadevo zvezo spraviti skupaj, ampak s tem, da so zagotovili velikemu delu prebivalstva, torej temnopoltemu, neke osnovne pravice, predvsem moškim, takrat recimo volilno. Ampak je sledilo obdobje segregacije. 100 let. Odpravi segregacije je spet sledilo obdobje poskusa vendarle vzpostavljanja nekega sistema, ki bi jo nadomestil. Ne odpravi, nadomestil. In to ostaja precej globoko v ameriški družbi. Težko je razlagati te stvari zaradi tega, ker zmeraj obstajajo izjeme. Barack Obama je ena izjema. Če greva nazaj, v 19. stoletju so celo temnopolti, svobodni ali celo nominalno sužnji imeli sužnji in trgovali z njimi, recimo v Južni Karolini.
To je seveda argument pri tistim, ki govorijo, da suženjstvo oziroma ta peza, zgodovinska, ni tako pomembna in ni tako težka. Kje je Amerika danes? Seveda. Danes smo tukaj, da nekateri kričijo Black Lives Matter, na hišah drugih pa visijo take progaste z modro zastavo Blue, oziroma All Lives Matter. Pa dejansko mislijo ne all, ampak belih policistov. Ta back and forth, bi rekli Američani, je zelo značilen za to družbo. Obstajajo neke sistemske zadeve, ki jih ne moremo drugače imenovati kot rasistične. Dejstvo je, da je tisti, ki je ustreljen v hrbet ali pa zadušen na ulici, običajno temnopolt. Res je, da statistika kaže, da je med policijskimi akcijami več ubitih svetlopoltih, torej belcev. Ampak Amerika je postala tako občutljiva na to vprašanje. In zmeraj gre za eklatantno kršenje postopka, da se odziva zelo emocionalno. Recimo, konec junija je Vrhovno sodišče izdalo neko mnenje, odločbo, ki je razveljavilo pozitivno diskriminacijo pri vpisih na visoke šole, oziroma predvsem na elitne visoke šole. To so motivirali kot eden zadnjih aktov odprave nekega rasističnega kriterija. Ampak, zakaj je bil ta kriterij sploh konec 60-ih let uveden? Bil je uveden kot poskus ponuditi eni deprivilegirani skupini neko možnost, da participira v najboljših izobraževalnih ustanovah in se s tem na nek način skrajša ta dolga pot do uveljavljanja ene skupine v javnem življenju. Temnopoltih. Nihče namreč z odpravo pozitivne diskriminacije zdaj ni odpravil kriterija, da imate prednost pri vpisu, če so vaši starši obiskovali to univerzo. Zlasti, če še zdaj pa plačujejo te univerzi donacije. A to je v redu? Tako da, hočem reči, tukaj je prišlo do neke sprevržene logike. Zdaj gledamo recimo po ameriških televizijah reklamo, ker so bila ravno pri guvernerjih in kako so oni onemogočili temnopoltim študentom zlasti na jugu v šolo. Eden izmed najbolj nebopijočih, če zdaj obstajajo posnetki, je bil George Wallace, guverner v 4 mandatih Alabame. In zdaj poslušamo reklamo, kjer najprej pokažejo Wallacea v njegovem inauguracijskem govoru leta 1963, ki govori segregation now, segregation tomorrow, segregation forever. In potem zraven pokažejo nekaj demokratskih guvernerjev, pa na eni strani Bidena, pa na drugi strani Nancy Pelosi. Zakaj gre? Zato, ker demokrati nasprotujejo financiranju zasebnih šol iz javnega denarja. In tukaj se zgodi, in v tem oglasu je vsa mogoča perverzija in obenem neobvladanje zgodovine. Kajti Bidena in Pelosi označujejo za Wallaceovega naslednika, kajti Wallace je bil demokrat. Pri tem pa seveda spregledajo neko dejstvo, da se je v Ameriki na političnem področju od srede 60-ih let do 80-ih, ko je prišel Reagan, zgodila neka fenomenalna zadeva, ki se verjetno nekje drugje ni. Namreč republikanci in demokrati so zamenjali volilni telesi. Stranke sta ostali, zamenjali so se volilne telesi. In zakaj? Že ko je predsednik Johnson leta 1965 podpisal ta znameniti zakon o volilni pravici, predtem pa o državljanskih pravicah, je takrat tudi rekel, on je bil južni demokrat iz Teksasa, s tem smo izgubili ameriški jug. In republikanci so, seveda, konzervativno krilo se je fokusiralo na jug, prevzeli so njihove volivce in postali glasniki tudi rasističnih idej. Kajti volilna baza jih prinese seboj.
Kaj prinaša s seboj volilna baza, vidimo danes recimo z navezavo na Donalda Trumpa. In ta oglas to kozmetično podrobnost seveda spregleda. In pozablja, da so idejni, če že, nasledniki Georgea Wallacea danes na skrajnem republikanskem polu, ne na demokratskem. Če smo pa popolnoma pošteni, ne? Zadnjič sem se pogovarjal z enim temnopoltim človekom, ki mi je o teh stvarih, in mi je rekel, veste kaj, vsi so enaki. Težava, ki jo imamo v Ameriki, je preprosto, da sta obe stranki rasistični in da na tak ali drugačen način zmeraj oblikujeta neko orodje, neki mehanizem, s katerim se seveda zatira pač ta temnopolti del. Temnopolti del je pa sam zelo razplasten, ker znotraj njih tudi obstajajo razlike. In recimo potomci sužnjev zgledajo zviška na diaspore iz Afrike. In ni enakosti. Ja? Tako da, hočem reči, dlje bova govorila o tem, kje je Amerika danes, bolj bova prihajala do neke zelo razplastene slike z ogromno odtenki in z ogromno momenti, ki ne bodo dali enega preprostega odgovora. Zato, ker je vse skupaj paradoksalno, vse ima neko svojo zgodbo, ne bom rekel pravico dobivanja, ampak neko argumentirano razlago, mi pa težimo k temu, da bi radi imeli nek preprost odgovor, pa kdo je kriv. Tukaj je krivcev zelo veliko, žrtev je tudi zelo veliko in zelo pogosto so krivci in žrtve, ne sicer za isti primer, ampak vendarle isti, ne? Se bom zdaj navezal zadnje vprašanje na to, kar si že sam rekel, kar ti je tisti temnopolti sogovornik povedal, da vsi so isti, ne? Ni razlike med republikanci in demokrati, oboji so pravzaprav primerljivi v odnosu do rasnega problema, oziroma oboji imajo znotraj sebe problematične takšne ali drugačne zastopnike, zagovornike, ne? Ampak druga stvar pa je gotovo bolj različna med njimi, ne? In ki pa je morda bolj esencialna stvar pravzaprav v razreševanju ameriškega problema, oziroma položaja Amerike kot take, s katerim se pa noče nihče ukvarjati. Namreč socialna razslojenost v ZDA. Namreč vemo, da čim v Ameriki kaj omeniš, malo bolj levo, ampak res malo bolj levo, je to že socializem. In ta beseda, ki se začne na S, na S se začne tudi scare, torej strah, skrb, nekaj, kar zavračaš. Verjetno je seveda zdaj tudi razslojenost med temnopoltimi ta različna, niso vsi zdaj samo reveži, to, kar prevladujoče lahko v kakšnem mainstreamu vidiš, Black Lives Matter so seveda matters tudi bogati, pa matters so tudi revni. Česa je v Ameriki, oziroma kaj je Američane ali pa politiko strah, kadar je govora o socialni državi? Jaz bi rekel tukaj, da gre predvsem za nepoznavanje. Ampak za odločitev, zavestno odločitev, da se oni z vsebino tega ne bodo ukvarjali. Ampak so se iz tega oblikovali nek sistem za etiketiranje nasprotnika. Vsak je nasprotnik, je levičar ali pa komunist. Recimo, dam primer. Eden verjetno najvplivnejši konzervativni think tank tukaj je Heritage Fund. Od njih dobivam včasih kakšen material in dobil sem knjižico, ki trdi, da so skandinavske države socialistične. Nisem zdržal, pa sem jim pisal nazaj, da se strhvala, ampak gre predvsem za ustavne monarhije, ki so zelo daleč od socializma in seveda potem nisem dobil več nobene publikacije. Ali pa recimo eden mlajših, zelo zanimiv center, tukaj je Nils Kannenov center, ki se je v bistvu odcepil od Cato inštituta, torej to so libertarijanci. Ugleden profesor iz Johns Hopkinsa, skratka res univerza v samem vrhu, je imel neko okroglo mizo o komunizmu in tako naprej. In ko smo dobili iztočnice, sem jaz pisal temu človeku, da kaj je njemu treba govoriti neumnosti, če pa ker govori
torej izobraženi, ozki skupnosti, ker nič od njegovih tez ne drži, kar zadeva komunizem. Ne? Zakaj je to njim potrebno v strokovni javnosti? No, potem še od Niskaranovi več nisem dobil nobenega vabila. Ker njih v bistvu ne zanima vsebina. Jaz nastopam tukaj kot apologet socializma in komunizma, daleč od tega. Ampak, če imamo neko debato, ki naj bi bila na neki vsaj približno znanstveni ravni, potem moramo vedeti, o čem govorimo. In potem seveda moramo imeti Rim raje od Cezarja, ne? Ne glede na to, kakšne so naše ideološka prepričanja. In pač reči Bob. In tukaj niso pripravljeni tega storiti. In razumem po eni strani, kajti to je globoko ukoreninjena ameriška zadeva, že od konca, po drugi svetovni vojni naprej. To pa zato, ker se je moralo demonizirati nasprotnika z namenom iskati skupni imenovalec doma, kajti doma so stvari šle zelo, zelo vsaka sebi. In komunizem je bil v času hladne vojne izjemno primeren za kaj takega. Jedrsko orožje, velesila, močen vpliv po svetu, deljenje sveta in tako naprej. In zakaj bi pravzaprav nekdo danes to tukaj opuščal, če pa še zmeraj pride tako zelo priročno prav? In resnica je to, kar še jih najmanj kogarkoli tukaj zanima. In to je tak mogoče laiciziran, ampak vendarle po mojem prepričanju to je odgovor na to, ne? Ker sem se precej dolgo ukvarjal s tem vprašanjem, ker mi ni bilo jasno. Ampak Američani, ne glede na to, da imajo res izvrstne univerze in izvrstne strokovnjake na vseh področjih. Ta elita ne žarči v okolico. To je nekaj, česar kot Evropejec ne morem razumeti. Dejstvo, da v nekem kraju, lahko je manjši kraj, z elitno univerzo, ta univerza prevladuje v tem kraju in seveda je največja institucija, daleč največja institucija v tem kraju, ta kraj tega ne bo čutil. Razen v kampusu, ki je pa v bistvu zaprta stvar, ne? Ampak, da bo to mesto utripalo, živelo, ne vem, z nekim intelektualnim duhom, tega tukaj ni. DC, Zvezno okrožje Kolumbija ima tukaj domicil, mislim, da 5 ali 7 univerz in večje univerze imajo tukaj svoje predstavništvo, torej mesto poka od vsega tega. DC ima eno najslabše izobraženih prebivalstv. In ljudje nimajo pojma niti o svoji zgodovini. Kaj šele, da bi imeli karkoli vedenja o čemerkoli drugje. Namenoma namreč, kadarkoli lahko, in se pogovarjam z ljudmi, izprašujem razne zadeve. Ne? In to mesto ne samo, da je razslojeno v smislu, da meščanov absolutno ne zanima, kaj se dogaja v vladnem trikotniku v centru mesta in živijo svoje življenje mimo vsega tega. Na drugi strani imamo pa vse karieriste iz vseh koncev ZDA, ki prihajajo sem, zato da se pač vsaj del svoje kariere in odriv naredijo tukaj, ampak jih ne zanima, jo lokalci ali pa da bi se pogovarjali z njimi ali pa združili z njimi ali pa ne vem, karkoli. Ne, živijo vsak sebi in tudi univerza deluje na tak način glede na svojo okolico. In ta globoki neintelektualizem je tukaj viden na vsakem koraku in je tudi viden tudi v javni razpravi, konec koncev, o čem, na kakšen način govorijo. Ja, ne? Potem pa pridejo komunisti, ki so krivi za vse slabega. Ne? In potem je komunist tukaj Joe Biden. Lepo vas prosim. Ne? Ali pa te nevarne levičarske ideje. Ne? Je pa nekaj res, da so pa eni in drugi na obeh polih začeli globoko posegati po obmetavanju z, recimo, terminom fašist drugega. Tako da v tem pogledu so pa seveda našli nek skupni imenovalec in zdaj so. Na koncu se bodo zedinili, da so vsi fašisti. Midva seveda zdaj ne bova rešila teh velikih vprašanj o ZDA, samo hvala ti pa, ker si seveda s tem pogovorom pripomogel, da stvari malce lažje
razumemo, glede na to, da je do tam kar širok ocean in niti vse podrobnosti v veliki meri seveda ne pridejo prek morja do nas. Tako kot Američani slabo poznajo Evropo, mislim, da tudi Evropa se ne more zelo pohvaliti, da pozna ameriško zgodovino, politiko. Res pa je, da sta to področje, v katerih večina ljudi misli, da je veliko. No, pa tudi potem težava, s katero se pa verjetno soočamo vsak na svoj način. Hvala ti lepa. Hvala lepa.